Živijo in dobrodošli na podkastu Umetnost slenarjenja. Zelo sem vesel, da ste spet z mano v današnji epizodi, ki se dotika pereče teme, ki skrbi marsikaterega Slovenca, in sicer lajmske borelioze. Danes se mi pridruži profesorica, doktorica Daša Stupica, moja sodelavka na infekcijski kliniki, profesorica na medicinski fakulteti, doktorica znanosti, ki se raziskovalno in strokovno zelo podrobno ukvarja z boreliozo. Za današnjo epizodo, snemanje današnje epizode me je spodbudila Zdravniška zbornica. Boste tudi videli tale uvodni del, kdor gleda video, je tak, kot ste ga vajeni, potem pa se bo scena zamenjala, ker smo snemali tokrat na Zdravniški zbornici. Spodbudili so me zato, ker okrog lajmske borelioze kroži tudi ogromno nepreverjenih informacij, tudi nekaj zastraševanja obstaja, a ne, po spletu in drugje. In smo rekli, vsi skupaj smo se usedli in smo rekli, dobro, čas je, da infektologi od sebe damo nek glas. Jaz sem infektolog, kot verjetno veste, specialist sem infektologije, enaka specializacija kot dr. Daša Stupica. In je prav, da se na te stvari oglasimo. Jaz dam od sebe veliko enega materiala, ki tudi ni čisto infektološki, tukaj pa sem seveda z veseljem sprejel vabilo, ker se mi zdi, da se o boreliozi rado pogovarja in da bo tudi ta današnji pogovor, s katerim se mi zdi razširila kar nekaj to tematiko, tudi ovrgla marsikater tabu, komu prišel prav. Se pravi, o tej bolezni, o poteku, o možnosti zdravljenja, o preventivi, danes vse v pogovoru. Jaz upam, da vam bo to koristno, sploh zdaj, ko prihaja poletje, sezona klopov, infektologi skačemo skozi iz enega v drugega ekstrem, pozimi imamo gripo, poleti imamo klopne bolezni, nikoli v glavnem nam ni dolg čas, in tudi vam upam, da ne bo danes na tem podcast pogovoru borelioza konec koncev zelo zanimiva bolezen in zelo zanimiva bakterija. Tako da dobrodošli, uživajte v pogovoru in se slišimo spet seveda v kratkem. Živijo, Daša? Živijo. Še uradno. Kako si? V redu. Malo utrujena, ne? Ti si po dežurstvu? Tako. Koliko borelij je bilo po noči? V dežurstvu praviloma ne srečaš bolnika z boreliozo, ne? Niti tazga sumom na boreliozo. Vsaj ne bi ga smel. Tako, vsaj ne bi ga smel. Se pa zgodi seveda, da so tudi bolniki sumom na boreliozo napoteni v urgentno ambulanto, praviloma ne čez noč. No. To te bom zagotovo še vprašal, ampak tako, da ti dam par minut, da se kaj zaženeš po tej nočni izmeni. Me zanima bolj generalno za začetek. Rad bi podal vsem, ki poslušajo in ki so najbrž o boreliji že zelo veliko brali ali pa slišali, nek vtis, zakaj smo ravno tebe povabili na ta pogovor. Mogoče, če poveš malo, kako je bila tvoja pot in s čim se tako raziskovalno ukvarjaš. Ja, torej začela sem kot specializantka na infekcijski kliniki in potom v katero smer se boš mogoče malo bolj socializiral, je odvisno od tega, v katero ambulanto že kot specializant ne prideš, tako začneš delati in se potem kar naravno s tem področjem več ukvarjaš. Prav zelo veliko subspecialističnih področij pri nas nimamo, imamo virusne hepatitise, HIV, ambulanto za spolno prenosljive bolezni, za boreliozo, in potem se pravzaprav počasi že neha. Vso ostalo patologijo pa delamo vsi infektologi. Ja, in pač ker sem začela delati borelijsko ambulanto, sem se potem začela s tem malo več ukvarjati. In če se malo več klinično z nečim ukvarjaš, se ti potem začnejo porajati tudi vprašanja, zakaj pa ne bi še na tole odgovorili, tega ne vemo, zakaj ne bi še tole pogledali. V tem smislu tako in potem te to potegne. Tukaj je zanimiva ta, že tako vemo, koliko je specializacij v medicini in potem, ko zveš, da še v specializaciji so subspecializacije, se mi zdi, da je to neko novo spoštovanje do take stroke, kako je lahko tako široka, da dovoljuje take. Jaz sem nekaj enkrat prebral, da kirurg za levo roko nič ne ve več o desni, kar je mogoče tako malo lahko problem, če se preveč subspecializiramo. No, zdaj sem tako malo dobil vtis, da si po sili razmer postala boreliolog. Pač vem, da kot specializant te nekam povabijo, težko takrat si nekaj izmišljuješ.
Pa tudi ne poznaš v resnici, ne? To, ja. Vse, ko prideš, jaz kot študentka nisem bila zelo zagrizena ali pa da bi že kot študentka vedela, da si želim biti infektologinja, ne? Da bi hodila volontirati, da bi spoznavala področje že predtem. Tako da ja, nekam prideš, ne poznaš, zanimivo ti je vse, ne? In že predtem seveda neke reči si videl, ker smo krožili, mi smo imeli še ti sekundarjata dolg, ki je trajal 2 leti. Ne, in takrat tudi različne stroke vidiš in zato si tudi zdaj, ko gledam za nazaj, mislim, da tudi katerakoli druga stroka bi mi bila enako zanimiva. Pa se mi zdi, da je to super lastnost študenta medicine, da nisi s prvim dnevom, vsi smo imeli najbrž sošolce, ki so prišli prvi dan v predavalnico pa rekli, jaz bom nevrokirurg za male možgane. Ampak se mi zdi to super lastnost človeka, če te več stvari zanima. Sploh za infektologa, ki se ukvarjamo, kot si rekla, vse od spolno prenosljivih do klopnih bolezni. Si pa ti, seveda poleg tega, da si specialistka, si tudi profesorca na medicinski fakulteti, torej to raziskovalno delo ni bilo samo, kot si zdaj skromno rekla, tu pa tam malo me je kaj zanimalo. Koliko imaš v bistvu, a veš sploh, koliko enih raziskav si na temo, dajva zdaj reči, prav borelije, lajmske borelioze objavila, naredila? Ne, jaz zdaj nisem, raziskovanje ni moja primarna aktivnost, to niti ni moja primarna ljubezen, ne, tako. To je pač bolj prostočasna aktivnost v resnici. Seveda se nekaj službenega časa vendarle imamo tudi, da ga temu namenimo. In pravzaprav je to naloga vseh zdravnikov, ki delamo v kliničnem centru, a ne, da delamo z bolniki, torej da delamo klinično delo in to je res tista gro našega dela, da delamo z bolniki. Potem imamo nalogo, da delamo s študenti, torej da delamo pedagoško delo in potem imamo nalogo, ker je to tudi terciarna ustanova, da delamo tudi raziskovalno delo. Zdaj pa nekoga to bolj potegne, nekoga manj, nekdo je tudi malo bolj talentiran, nekdo malo manj, nekdo je pa tudi v situaciji, kjer nekako mogoče lažje to steče, in jaz sem bila v tej borelijski ekipi, kjer smo to imeli nastavljeno, že leta nazaj začel profesor Pikl, potem je bil profesor Strle in je mogoče pač to bilo področje, kjer ti je na začetku malo lažje, ker so infrastruktura nekako je postavljena, pacienti hodijo na kliniko, ambulanta za to bolezen obstaja, in potem so torej to neki predpogoji, ki ti dajo možnost, da potem lahko sam neko reč nadgradiš. Nimamo pa se to sam, vidiš, da mi nimam poklica, kjer bi bil raziskovalec, kjer bi bil samo profesor, kjer bi bil lahko vsi res samo, da rečem, zdravnik, torej pomeni zdravnik klinik. Tako lahko pa se potem malo po svojih preferencah, malo pa zaradi možnosti odločiš, da bi delal malo pedagoško delo, malo raziskovalno in najbolj fino se mi zdi, kadar se vse to prepleta. Poveže, ker si boljši v vsem. Boljši klinik, če bereš tudi te raziskave oziroma študentom itak, jaz rečem, da zapomniš si 20% stvari, ki prebereš, pa 100% to, kar poveš. Ko ti moraš enkrat podati neko znanje nekomu, je to čisto druga vrsta razumevanja. Sploh, če nekaj je študent, drugo je starejša gospa, ki ji moraš povedati najbolj preprosto možno. Mi je pa všeč to, ko si rekla, eni imajo dejansko več smisla, pa več veselja, drugi manj. Jaz ti lahko priznam, da sem napisal 3 knjige, preden sem napisal 1 članek. Da smo ljudje glede raziskovalne dejavnosti, pa jaz občudujem seveda tebe. In zdaj, če greva na tega slona oziroma na to spiroheto v sobi, kaj je to borelija? Ja, to je, torej, lepo si povedal, spiroheta, torej ena vrsta bakterije, ki pa lahko povzroča lajmsko boreliozo. Če rečemo, da povzroča lajmsko boreliozo, to pomeni, da povzroči bolezen, lahko pa seveda, tako kot tudi številne druge bakterije, zajedavci in virusi, povzroči samo okužbo, ki pa ne rezultira v bolezni, Nek agens, torej nek mikroorganizem nas lahko okuži, kar pomeni, da pride v naše telo, mi se srečamo s tem organizmom, vendar naš imunski sistem odreagira, to je tujek za telo, odreagira na ta mikroorganizem in lahko mi sploh ne vemo, da se srečavamo tisti hip s tem mikroorganizmom in temu potem rečemo, da neko okužbo prebolimo asimptomatsko. Ali pa da smo dolgotrajno okuženi. Zdaj mi je v glavo kapnil virus hepatitisa, ker te okužbe so lahko nevarne, ki potekajo tako, da nič ne boli. Nasploh v medicini, kar ne boli, je ponavadi hudo lahko, krvožilne bolezni, visok tlak. Se pravi,
Tako in tudi pri hepatitisu, če bi bil recimo ta primer. Tako asimptomatska okužba je lahko asimptomatska, torej pomeni, da ne zbolimo s simptomi in kliničnimi znaki, smo pa okuženi. In če je to asimptomatska okužba, ki je zavedno asimptomatska, potem ne dela nobenih težav. Če pa, tako kot se zgodi pri hepatitisu, je tisti hip asimptomatska in lahko več let asimptomatska, vendar dela škodo na tkivih in organih, potem je pa to druga zgodba, ki pa ni borelijska zgodba. Ok, deva sam še ta kontekst te bakterije na svetovno raven. Vemo, da se pri nas specifično zelo veliko s tem ukvarja, obenem se imenuje lajmska borelioza. Kaj zdaj to pomeni? Kje ta bacil sploh lahko srečamo? Ja, tako njen izvor te bolezni torej je res iz Amerike, čeprav so jo predtem opisali že v Evropi, vendar potem so te različne klinične manifestacije, od katerih je najpogostejši migrirajoči eritem, eritema migrans, prvotno poimenovan, in tudi mi še vedno nekako to sintagmo uporabljamo, to poimenovanje uporabljamo. So povezani še z drugimi simptomi, predvsem s obliko lajmske borelioze, ki rečemo lajmska nevroborelioza, kjer borelija okuži in prizadene tudi živčeve. Torej, opisali so ga pa na izbruhu v Connecticutu, pokrajini v vzhodni ZDA. In prav v mestu Lyme in Old Lyme, torej na teh krajih so, to je bilo v 70. letih, sta dva epidemiologa, eden je bil profesor Stier in drugi profesor Sneijderman, oba sem tudi srečala, in se zlasti profesor Stier še vedno aktivno ukvarja z lajmsko boreliozo. Sta zasledila kot epidemiologa, takrat sta bila to še čisto mlada zdravnika in sta imela neko epidemiološko funkcijo, da so se pojavljali primeri, zlasti otrok, ki so imeli artritise, nepojasnjene, mislili so, da gre za juvenilne artritise, tako, vnetja sklepov, na kar sta ona dva šla potem to vendarle malo bolj natančno raziskati, ker sta videla, da se na nekem ožjem geografskem področju jih več pojavlja. No, in na koncu prišla do tega, da pravzaprav gre pa za povezavo s tistimi objavami še iz Evrope izpred mnogih let in da tudi pri teh bolnikih pogosto oni ali pa njihovi sorodniki, starši povejo, da so imeli tudi neke kožne spremembe in sta povezali pravzaprav, da gre za simptome in znake ene in iste bolezni. In ker se je to dogajalo v Lymu, je pol dobila bolezen ime lajmska borelioza. Je pa Slovenija endemična, se pravi, tu je veliko... Se pa ne pojavlja samo v Ameriki, pravzaprav je v Evropi še več in tudi od Evrope se širi ta pas, kjer so klopi, ki jo prenašajo, doma še na vzhod, torej v Azijo. In prav Slovenija, kot izjemno gozdnata dežela, z veliko klopi, to vse pač tako biološko povezano, imamo tako ustrezen habitat, da klopi, ki prenašajo borelijo, dobro uspevajo in da se mi radi zadržujemo v naravi, in potem so to vse neke taki predpogoji, da je za to bolezen pri nas pogosta, rečemo, da je endemska, da imamo pojavnost, ki je višja kot drugje v nekih drugih geografskih področjih in zato pa rečemo, v Sloveniji je lajmska borelioza endemska bolezen in smo v vrhu po svetu glede njene pojavnosti. Ampak zdaj si tako že omenila v bistvu sklepe, živčevje, kožo. Se pravi, kakšno je nekako naravno sosledje oziroma možne prezentacije te bolezni? Mislim, da je to eno od razlogov, da to ljudi straši, ker se mi zdi, da v Sloveniji je neke vrste strah, ne bom rekel panika, ampak spoštovanje vsaj do te bakterije. Povzroča torej veliko različnih manifestacij, ampak kaj je zdaj nekako tak pričakovan potek nekoga, ki ga zagrize ta okužen klop? Ja, včasih so jo celo poimenovali po analogiji s sifilisom in res je tudi treponema, ki povzroča sifilis iz te skupine bakterij, ki se jim reče spiroheta, tako kot borelija. So rekli veliki imitator obema. Tako, bolezen posnemovalka, ker se lahko kaže na različne načine, tako je. In tudi pri boreliozi se lahko kaže s prizadetostjo kože, lahko pa prizadene res tudi druge organe. Največkrat živčevje, lahko tudi sklepe, redkeje druge, lahko tudi oči, vendar to so res izjemno redke pojavne oblike te bolezni.
Ampak daleč najbolj pogosto, se borelioza kaže s prizadetostjo kože in to pomeni 90–95% vseh bolnikov z lamsko boreliozo ima tako obliko bolezni, kjer je prizadeta koža in imajo migrirajoči eritem. Torej rdečina na koži, ki se pojavi običajno na tem mestu, kjer je bil vbod klopa. Je pa res seveda, da vboda klopa ni nujno, da ga opazimo, klop je majhen, praviloma se tudi ni vedno raven odrasel klop ta, ki nas okuži, lahko so tudi predstopne nimfe in larve, ki so pa še manjše, ki so res milimetrske in to so tako majhne živalce, da lahko spregledaš. Kdaj kdo reče, pacient reče, ne more biti klopni meningitis, ne more biti borelija, ker nisem imel klopa. Tukaj jaz samo vprašam, a greste kdaj v življenju iz centra Ljubljane in če reče, ja, hodim tudi na sprehod, je to že v bistvu nepovedno, če je on videl klopa ali ne. Ta eritem je zelo specifičen, tudi vsak, ki posluša, lahko v Google napiše eritema migrans in ga bo videl, ta tarča. Mi celo rečemo v medicini patognomoničen, kar pomeni, da načeloma zadostuje za diagnozo. Ja, eritem je v celotni zgodbi, če poveš, da si bil v Avstraliji in da si imel klopa in potem imaš tako rdečino, si lahko že blizu 100%, vse je možno, vendar to je skoraj 100% neverjetno, da je potem tisti eritem borelioza, ker tam ni teh klopov, ki bi bili okuženi z borelijami lamske borelioze. Če se pa to zgodi v Sloveniji, torej v okolju, kjer ta bolezen se pojavlja, potem pa če pacient pove, da je imel klopa in dovolj je že, da pove samo, da je bil v okolju, kjer so klopi, kar pa pomeni, da če si v Sloveniji, si že avtomatsko v tem okolju. Enkrat smo imeli eno gospo, ki je bila doma iz vrstnega, da ne bom te preveč identificirala, torej iz zahodne Slovenije, torej zahodno od tiste meje, ki poteka od Jesenic, pa potem dol do Ljubljane, zahodno od meje, ki je veljala za mejo klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji, torej zahodno od te meje, bila je nepokretna, starejša gospa, ki ni šla iz hiše, že nekaj časa, vsekakor bistveno dlje časa, kot traja inkubacija za klopni meningitis, in vendar je zbolela s klopnim meningitisom. Torej, dovolj je že, da si v področju, ki je endemsko za lamsko boreliozo, Slovenija torej to področje je, če zraven poveš, da si imel vbod klopa, ali pa vsaj, da si bil v naravi, in potem dobiš rdečino, ki se postopno veča. Če si klopa opazuje, potem običajno med tem, da si klopa opazil in da si opazil tudi rdečino nekaj dni, potem pa ta rdečina se veča in je praviloma na začetku enakomerna, začne pa potem v centru bledeti, ker tudi borelija iz tega mesta, kjer jih je klop vnesel v kožo, migrirajo, potujejo na periferijo in potem seveda tudi v limfo in kri in lahko po telesu. In torej, ker grejo iz centra stran, potem začne v sredini koža postajati že zdrava, normalne barve in zato iz te na začetku enakomerne rdečine nastane potem obročasta rdečina, ki če dovolj zgodaj tega ne opazimo ali pa če to opazujemo, pa pričakujemo tako, da se bo samo prešlo. Kar je pravzaprav tudi res in se to zgodi slej ko prej, vendar so lahko potem druge težave, je potem ta rdečina včasih lahko že tako velika, da recimo pride pacient ima takole neko rdečino še. Čez pol trupa, Tako, in je to pravzaprav potem samo nek namišljen obroč, lahko še rečemo, koliko je res velik, zato je res taka rdečina lahko namišljeno 1 metra premera. To je drugačen znak, ki se mi zdi, da je dober poudarek, da se ljudje po vbodu klopa ali pa že po kakšnih izletih v hribe opazujejo. Zato, ker nekaj je zdaj ta pikica, karkoli te ugrizne, je lahko malo vnetja pa rdečine, ampak to, ko si rekel, da se širi. Zato, ker ko to vidiš, bi še enkrat povedal, tudi izgine s časoma, tudi če ne zdraviš. Kar pa ne pomeni, da niso šle borelije v limfo in v kri, kar bova povedala, kaj se zgodi potem. Če pa to vidiš, je pa zdravljenje v bistvu z naše plati relativno preprosto. Tako. Je pa edina reč, ki je, da to opaziš in da greš do zdravnika. Zdravnik ti predpiše peroralni, torej antibiotik v obliki tablete ali kapsule in pravzaprav skoraj nimaš možnosti, da bi se kaj zapletlo. Zelo redko okužba napreduje, kljub temu, da zdravimo z antibiotikom. In še v tem primeru se praviloma zgodi, da lahko res okužba v času trajanja zdravljenja z antibiotikom še napreduje, vendar ko
se zaključuje ta tretma antibiotičen, se tudi okužba pozdravi in praviloma res skoraj ni primerno, torej redko je potrebno zdraviti ponovno. Torej redko govorimo o tem, da je prišlo do neuspeha zdravljenja. To so res izjemni primeri. Na kateri točki tega plazenja po koži pa recimo pol gre v koleno, v sklepe? Ja, torej v tej fazi, ko je na koži, lahko borelija potem ima neke svoje patogenetske mehanizme, kako lahko se izogne našemu imunskemu sistemu. In ker večina okužb tudi pri boreliozi poteka asimptomatsko, torej da smo okuženi, pa ne zbolimo. Zakaj to vemo? Vemo zato, ker če bi takemu človeku potem pregledal serološko pa iskal protitelesa v krvi, bi jih res lahko dokazal in to je potrditev, da nekoč, ne vemo zdaj kdaj, nekaj tednov nazaj, mesecev, let nazaj, se je ta oseba oziroma njen imunski sistem srečal z borelijo. Ampak nek manjši delež okužb pa vendarle je simptomatske, torej se odrazi najpogosteje s to kožno obliko. In če v tej fazi okužbe ne zdravimo, pa resnično lahko napreduje. Borelija lahko potem prodira po telesu, temu rečemo diseminacija oziroma razsoj, pride do razsejane bolezni. Pri nas se ta bolezen v razsejani obliki največkrat pokaže kot lamska nevroborelioza, da gre v osrednje živčevje, da naredim en meningitis, ki je tudi tak relativno blago potekajoč. To ni meningitis, kjer bi imel visoko vročino v bruhu in imel motnje zavesti, ampak imaš pa lahko glavobol, neke nespecifično simptomatiko, se slabo počutiš, utrujenci. Še bolj pogosto pa se zgodi, da poleg možganskih ovojnic se vnamejo tudi živčne korenine, torej tkivo živčno, ki izhaja ven iz hrbtenjača. Praviloma sprednje korenine, to so tiste korenine, zadnje korenine, torej senzibilitetne korenine, te, ki posredujejo bolečinske dražljaje, in vnetje teh korenin pa zelo boli. To pa ni nekaj, kar bi lahko spregledal, tisti eritem na koži je pravzaprav res samo estetski, ni nič nevaren. Ampak to je pa nekaj, kar te pa pripelje k zdravniku in nedolgo nazaj je bil en gospod pri nas pregledan na kontroli, ki je imel to obliko lamske borelioze, torej lamsko nevroboreliozo, se imenuje po enemu nemškemu zdravniku, ki se je pisal Banvartov sindrom temu rečemo, ki se res kaže z izrazito praviloma radikularno, torej tako pasasto bolečino, odvisno od tega, kater nivo živčne korenine je vnet. Ta bolečina je res zelo huda, slabo delujejo nanjo analgetiki, ker je samo živčno tkivo prizadeto, praviloma hujša ponoči kot podnevi. In seveda, če pacient zraven pove, da je pa imel še tudi neko rdečino ali pa celo še vedno ta hip ima, potem tukaj diagnoza že drži. In ta gospod je povedal, da je že razmišljal o samomoru, da je bilo tako grozen, ker ga je tako grozen bolel. On je imel pa to predel, v tem prsnem predelu hrbtenjače, prizadete korenine in se je bolečina kazala kot bolečina v trebuhu. In je bil večkrat na urgenci in je imel številne preiskave narejene, CT trebuha, CT prsnega koša, res pregledan, slikovno, tudi od znotraj, na koži itak ni bilo kaj videti, v kliničnem statusu ni bilo nič posebenega tisti hip, samo grozna bolečina na morfinskih analgetikih. Da je rekel, da ne, in seveda so mu povedali, gospod, glejte, vse v redu, izvidi so v redu, mogoče zdaj ste pa res že zrel za psihiatra, zdaj smo vas pa že, Ampak ko mi od bolečine, ko mi že. Ja. Ampak na srečo imamo zdravila, ki tudi ob tej obliki bolezni super pomagajo in praviloma že res po nekaj odmerkih povejo tako antibiotika, kako je šlo na boljši in kako se bolečina umika. In tako je bilo tudi trdnem. Tukaj vidiš, kako je medicina kdaj, ker to so ljudje, se mi zdi, značilna zgodba je, da hodi po urgencah, po ortoped, pa neke blokade, pa menjajo mu terapijo, njega ta rama boli, ne more roke premikati. Na koncu kdo omenja že psihiatra. V bistvu je pa okužba. In to borelija, recimo, kot bakterija, ki je prišla v centralno živčevje in dela te bolečine, pa ni vročine. Kako je to zanimiv odziv telesa. Tako vnetje, da je gospod rekel, jaz se bom ubil, če mi ne pomagate, ti niti ne dvigne
temperature. Ja, tako, nobenih sistemskih znakov okužbe, ki jih sicer ne srečamo pri nekih drugih. Ampak sej pravzaprav je kar nekaj takih, saj si že prej samo omenil, recimo samo virusni hepatitis, nekaj takih okužb, ki se ne kažejo z burnim imunskim odzivom. Tudi sama borelija ni bakterija, ki bi izločala neke toksine, ki bi bila sama zelo agresivna in naredi pravzaprav to patologijo vnetni odziv, ki je pa lokalen. Ampak zdaj, če je to na koži, potem to praviloma ne boli, ti eritemi so lahko malo srbijo, lahko je nek občutek tope bolečine, ampak to vse silno blago. Če je pa seveda ta lokacija na živčevju, na živčni korenini, takrat pa grozljivo boli. Čeprav je pravzaprav to zelo zamejeno vnetje. Ni tako kot si Ni omenil neka prej. sepsa, ne? Tako, tukaj ni nobenega citokinskega vnetnega viharja. Pa kljub temu, zaradi same lokacije, se lahko na ta način manifestira. Ja, je pa zdaj to vseeno ena zanimiva bakterija tudi iz tega vidika, ker zdaj, kar govoriš, je kar tako pretresljivo, kako to tudi hude oblike obstajajo. Po drugi strani si pa prej rekla, da bolnik z borelija, njega res ne pričakuješ na urgenci, recimo. Kako bi to nekako pojasnila, zakaj napotitev v urgentno ambulanto kot sum na boreliozo ponavadi ni upravičena? Ja, če bi prišel dopoldne, tudi mi vse paciente, ki pridejo z eritemom, obravnavamo isti dan, kar je nekako po definiciji, kaj pomeni obravnava isti dan, to je urgentna ambulanta, bolnik je pregledan znotraj 24 ur, v tem smislu. Ni pa to diagnoza... Za ob 2 ponoči. Tako, ni pa to urgentna diagnoza, ker če tisti hip ne dobiš antibiotika, se bo pa bolezen silno napredovala in pustila hudo neko obolevnost, neke hude posledice. Tako, v katerikoli fazi pravzaprav ne gre za bolezen, ki bi, če ne ukrepamo, lahko v naslednjih urah ali dneh vodila v slab izid. Vsekakor je fino, da začnemo zdravljenje čim prej, ampak v tem smislu je luškana bolezen, da rečem, zato ker imamo zdravila, ki so krasno učinkovita, ker pri boreliji zaenkrat ni to bakterija, ki bi imela neke mehanizme odpornosti in bi se tukaj zelo ukvarjali s protibakterijsko odpornostjo, ampak res, ko damo antibiotik, praviloma se bolniki zelo hitro in popolnoma pozdravijo. Lahko pri teh bolnikih z lamsko nevroboreliozo, ker torej gre že za razsejano obliko bolezni, lahko potem bolj pogosto, kot pri bolnikih, ki imajo samo okuženo kožo, tako pri teh bolnikih praktično ni nobenih posledic, manj kot 10% jih zna navajati, da potem se še vedno čutijo malo utrujene, pa imajo neke probleme s koncentracijo, malo težje spijo, pri čemer so tudi tako nespecifični simptomi, vsak zase, če pogleda ali trenutno življenje, ali pa če pogleda zadnji mesec, a se je kdaj tako počutil, lahko te simptome pri sebi ugotovi. Tako da torej gre za tako nespecifične simptome, da pravzaprav jih vzročno niti ne moramo povezati samo boreliozo. In vendarle, ko smo pa tako s tem raziskovalnim pristopom to malo bolj natančno pogledali, smo pa videli, da recimo 5-6% pacientov pa te simptome navaja kar pol še tudi 1 leto po zdravljenju, pri čemer ne moramo biti pa gotovi, da so resnično, da je resnično bil razlog tista predhodna borelijska okužba, lahko bi imeli te simptome tudi, če bi ne imeli predtem borelioze. In zakaj lahko to toliko bolj trdno govorim? Zato, ker smo v kar nekaj raziskavah naredili tako, da smo vključili zraven še kontrolno skupino, torej bolnikov, torej nekih oseb, ne bolnikov, praviloma so bili to njihovi partnerji, prijatelji, znanci, ista generacija in tudi njih toliko časa spremljali in videli, da ti nespecifični simptomi se enako pogosto pojavljajo in pri pacientih, ki so preboleli boreliozo in pri njihovih nezdravih, v tem smislu zdravih, da niso preboleli borelioze, kontrola. Katere simptome konkretno ste recimo tle gledali? Med take, da rečem tako nespecifične simptome, tako rečemo recimo glavobol, utrujenost, bolečino v mišicah, bolečino v sklepih, težja koncentracija, motnje spanja, par tako 8 takih simptomov smo našteli, ki lahko, tako, če si dober starš, potem se te simptome moraš imeti, ker se veliko ukvarja z otrokom, potem si bil v službi in dežuril in tako, ker to je zdaj bi šel iz druge plati, ti si zdaj govorila o spremljanju teh nespecifičnih simptomov pri bolniku, ki smo ga zdravili za boreliozo. Kaj pa v drugo smer, nekdo recimo doma sedi,
se mu zdi, da ima težjo koncentracijo, slabše spi, včasih ima glavobol in zdaj njega skrbi, da je nekoč morda imel ta flek, pa ga ni videl, je imel klopa, veliko je zunaj. Kako se on zdaj prepriča, da nima te kronične oblike neke blage nevroborelioze, kar veliko ljudi začne skrbeti? Ja, in to je raven ta zoprnost nespecifičnosti, ko rečemo, da je nekaj nespecifično, ker če tiste zgodbe, kot se je opisala, z migrirajočim eritemom, potem je vse jasno in ne rabimo nobenega laboratorija. Tako, flek je tam, podatki so ta pravi, diagnoza stoji in je vse, kar je treba, samo še iz zdravnikov to pokazati, povedati in dobiš antibiotik. Kadar imamo pa opravka z nespecifičnimi simptomi, je pa veliko težji, zato ker je vzrok za te nespecifične simptome, je teh vzrokov če že pogledaš malo novice, stres vsak dan, vsi se staramo. Tako, to so simptomi, ki jih pravzaprav lahko čisto vsak odkrije pri sebi, celo pri otrocih. Niti ni treba tako, da si star, pa že iztrošen, da rečem, organizem, ampak tudi otroka, kdaj boli glava, je kdaj utrujen, kdaj težji spi se, kdaj težko skoncentrira, pa lahko že samo zato, ker je zaljubljen. Ampak to so torej simptomi, ki se pojavljajo lahko kot bolezenski simptomi, ali pa tudi pri ljudeh, ki jih imamo za zdrave, to pomeni, da neke bolezni jim tisti hip ne moramo dokazati in odgovoriti na vprašanje, zakaj se pa danes jaz počutim tako utrujeno, če včeraj nisem nič posebnega počela. Ampak kaj se potem zgodi, če take osebe, ne bom niti rekla, da so to bolniki, ampak če bi take osebe testiral za boreliozo, ker bi nekdo pomislil, kaj pa če je to od borelioze, in seveda hipotetično je tudi lahko, zakaj pa ne? Ampak je pa lahko tudi zato, ker imam neke zasevke že od enega raka, ki že 2 leti počasi raste in Pa si vsak dan v stresu, pa se ti nabere neka napetost. Tako. Praviloma so tudi res lahko taki nespecifični simptomi samo odraz napornega življenja. Naporno življenje pa pravzaprav normalno življenje, ker skoraj ni ljudi, ki bi razen taki, ki znajo super lenarti, ki sledijo verjetno tvojim priporočilom. Ali pa vsaj njih ne boli glava. Tako, takih ne boli glava. Ampak kaj je potem problematično? Razumem, da kot laik, ali pa tudi kot zdravnik, pomisliš, kaj pa če je to zaradi borelioze, in veliko tudi nekak propagande v to smer je bilo, da lahko borelioza poteka zelo prikrito, da se lahko pojavi, da se lahko izogne imunskemu sistemu in dela take težave, ti sploh ne veš, da si okužen. Ampak zakaj se take informacije generirajo? Vedno itak pri vsaki reči je nek interes zadaj, pa makar ljubezen, da ti je nekaj zelo všeč in potem to počneš. Praviloma pa ti interesi niso tako zelo, bom rekla, niso tako zelo nedolžni. In če je to potem lahko za nekoga nek vir dohodka tudi, da bo reklamiral, kako so ti simptomi lahko odraz nečesa, kar pa on ali pa ona zna pozdraviti. Potem pa je to lahko en tak močen motivator, zakaj bi se o tem govorili. Hkrati po drugi strani je pa tako, kot sva rekla, to je pogosta reč, vsi se včasih počutimo utrujene in je pa tudi fino imeti nek razlog, zakaj se jaz tako počutim, ker jaz pa danes ne bi pomivala posode, pa ne bi se mi še kaj drugega ljubili, pa mogoče se mi celo služba ne bi ljubili. Super, kaj če bi imela jaz diagnozo za to svojo počutje. Po drugi strani pa ta ideja, da je ozdravljivo, kot si rekla, da te nekaj zelo boli in ti nekdo reče, to je bakterija, to je najlepše slišati, to je bakterija, ki ima učinkovit antibiotik in čez 2-3 odmerke te ne bo več bolel, ne boš več utrujena, recimo. To ljudje si želijo, včasih ti nekomu narediš veliko preiskav, pa si rečeš, vse je bilo normalno, pa on ni vesel tega in te informacije, on reče, ok, vse je normalno, jaz ne spim še vedno. Imam meglo v glavi, kaj bo zdaj, ne vem, In prav z tega vidika, ki si ga zdaj nakazal, je tudi pomembno, da se ne zatekamo v neko diagnozo, recimo v tem primeru lajmsko boreliozo, in potem lahko zgrešimo res ta pravo diagnozo. Zgubljamo čas za to, da bi odkrili ta pravo diagnozo. In prav
če greva na tak raziskovalni nivo, zakaj potem lahko rečemo, da pri nespecifičnih simptomih ni pametno preverjati, ali je res razlog teh simptomov borelioza. Zato, ker če bi potem tem pacientom gledal serološke izvide, in to je bil tak raziskovalni tudi pristop. Krina proti telesa. Tako, da bi v krvi iskal, a imajo proti telesa proti boreli, kar je seveda dokaz, da so bili nekoč v stiku z boreliozo, ni pa še dokaz, da so tudi te težave posledica borelioze. Ampak, ko se je to raziskovalno obdelalo to vprašanje, zaradi možnosti, se kot raziskovalec moraš biti zelo odprt, pa imeti veliko možnih opcij, razmišljati, kaj pa če vendarle, da mi še ne poznamo vseh pojavnih oblik borelioze in da ta migrirajoči eritem na koži in nevroborelioza in vnetje sklepov, kaj pa če to ni edino, kar borelija zmore, kaj pa če se ta bolezen kaže tudi tako, zelo prikrito, samo z nespecifičnimi simptomi. Vendar, ko so take bolnike zdravili, in to velike skupine teh bolnikov, niso dokaza, da bi se njihovo stanje uspešno pozdravilo, kar je seveda posreden dokaz, da borelija ni mogla biti razlog za njihove težave. Za razliko, in zato rečem, kako je to luškana bolezen, in je tudi res fino s temi bolniki delati, zato ker je izid tako dober. Če je ta nespečnost in motnje koncentracije posledica borelioze, potem Tako, pri boreliozi ob zdravljenju izveni. Dobi antibiotik, tako kot bolnik s pnevmokokno pljučnico, dobi antibiotik. Nažalost, tam izid ni vedno tako optimalen, lahko tudi 10-15% bolnikov umre, ki ima hudo pnevmokokno pljučnico, vendar tisti, ki se pa pozdravijo, pa tudi vidimo ta učinek zdravljenja. Super, kako se lepo pozdravijo. V bolnico so ga pripeljali, iz bolnice je odkorakal. In tudi pri boreliozi ta učinek zdravljenja je merljiv, ker če nekdo reče, da ga je bolel za 10 od 10, potem ga čez 2 meseca boli še za 2 od 10 in po enem letu ga ne boli nič več. Nažalost pa čisto pri vseh bolnikih ne gre tako super. Ene še vedno boli, ampak komaj. Torej ta intenziteta bolečine je bistveno zmanjšana. Ampak učinek je jasen. Ali pa tudi, če bi prišlo do ohromitve mišice, pa se ta ohromitev popravi zopet, vidimo učinek, ali pa če je eritem na koži, pa potem hitro izgine po antibiotik. To so vse take objektivni načini, kako lahko vidimo, da antibiotik učinkuje. Torej imamo dokaz, da če gre za okužbo in smo dali ta pravi antibiotik, se je pacient pozdravil. Zdaj pa imamo pacienta z nespecifičnimi težavami in mu damo antibiotik in nič se ne zgodi, je to posreden dokaz, da torej te težave jih nimamo razloga, nimamo dokaza, da bi jih jemali za posledico borelijske okužbe. To zdaj iz raziskave jemlješ ta primer, Tako, da ne bojo mislili, da malo probamo vedno, da antibiotik je, pa če bolj. Je pa res, da se včasih, pa tudi zdravniki, nismo tako kot si lepo povedal, kako imaš primer, in smo najbolj zadovoljni, da lahko pacientu rečemo, ja, gospa, vi imate to pa to, povzročeno s tem pa s tem, zdravili bomo na ta način, in tole se bo vse dobro išlo, ali pa tudi se ne zdi, vedno dobro, pa rečemo, velika verjetnost je, ali pa to povemo, kakšna verjetnost je, da se bo tako in drugače šlo. Da pa, sploh ne vem, kaj sem hotela reči. Jaz sem se mislil navezati, veš kaj, še na to, ko sva lih se tle okrog vrtela. Se mi zdi, da to mora res plastično prikazati te teste, ker ljudje si jih želijo, ljudje velikokrat želijo pol s testom na urgenco in so prepričani, recimo, ker zdaj recimo rečeva, da imam 2 meseca zelo naporno službo, več dežurstev, več takih snemanj, sicer prijetnih, pa vendar, in me boli glava in sem utrujen in sem nezmožen koncentracije in dam danes kri in so proti telesa, proti boreliji prisotna, mi izmerijo pozitivno, piše na izvidu. A lahko jaz vem, glede na to, da živim v Sloveniji 33 let, če sem pred 15 leti prebolel neko blago obliko borelioze, ali če sem prejšnji teden dobil klopa, pa je ta bolezen aktivna. A je možno zanesljivo reči,
kjerkoli smer. Ja, to sem hotela prej reči in je v bistvu pravzaprav s tem povezan. Ja. Tako da zdravniki vedno nimamo absolutnih odgovorov. A ne, super je, kadar jih imamo, nimamo jih pa vedno. In takrat je pa vendarle fino pacientu povedati, ne, da to vemo, tega pa ne vemo. A ne? In če je tako, kot si povedal, ja, pacient pride, ima nespecifične težave in ima protitelesa, smo jih dokazali v krvi, a ne, moramo tudi povedati, da ja, protitelesa vidimo, vemo, da ste se okužili, ampak vam pa ne znamo odgovoriti, je bilo to nedavno ali je bilo to že nazaj, zato ker zagotovo pa vemo, da tudi če je bilo že za nazaj, protitelesa bodo in v endemskih področjih, konkretno recimo prav za Slovenijo, je lahko tudi vsak 5. Prebivalec okužen, torej okužen ima te posredne znake, da je nekoč bil okužen, kar pomeni, če bi šli zdaj v populacijo in naključno izbrali ljudi, bi lahko celo pri do 1/5 ugotovili ta protitelesa, vendar so to čisto zdravi ljudje. A ne? In zato bi v takem primeru, in taka so tudi mednarodna priporočila, da če pacient navaja neke nespecifične simptome, ne, da bi ob tem imel pa nekaj objektivnega, nima pa ob tem nekaj, kar govori, da je živčna korenina vneta, nima pa ob tem otečenega kolena, nima pa, kar je najbolj pogosto, ob tem kožnega izpuščaja, potem sploh ni razloga, da bi protitelesa preverjali. Ker če ima boreliozo in res zdajle glava boli zaradi borelioze, zelo redko se kaže, to je bil tudi en primer pacienta, ki je prišel, da ima impotenco. Tako relativno mlajši gospod, da ima impotenco in je bil prepričan, da je to od borelioze. In sem mu povedala, gospod, zelo verjetno, ne bom rekla spet nemogoče, ampak zelo verjetno to ni od tega, če pa je, se bo pa to že izkazalo. In tudi tukaj v tem smislu, če so neki nespecifični simptomi, ki so že nakazujejo, da se okužba odvija, torej da je bolezen začela potekati in je to zdaj simptom res te bolezni, torej odraz aktualne okužbe, se bo pojavilo še nekaj. Če se ne bo, potem to ni borelioza. In tudi pri tem konkretnem gospodu se je potem res manifestirala jasna lamska nevroborelioza, ampak to pa zdaj ne pomeni, da bomo vse bolnike, ki imajo impotenco, šli iskat boreliozo. Ker je to bil samo en nespecifičen simptom, ki se je ob tej okužbi takrat pojavil, se je to bil res, to je izjemen primer, Ampak te nespecifični simptomi so, tako kot sem rekla, lahko imaš ta eritem na koži, ampak zaradi tega vnetnega odziva, se pa slabo počutiš, se težje koncentriraš, imaš glavobol, vse to lahko, vendar z antibiotikom se to preide. In če imaš pa samo to, brez eritema, potem pa ni razloga, da bi razmišljal, da je razlog borelioza, in če je, potem bo čas pokazal in nič ne zamujaš. To je tudi pomembno. To je bakterija, ki se zelo počasi deli, tukaj se ne dogajajo reči v urah in v dnevih in nič ne zamujamo, če samo povemo, mogoče pa res. Ampak če je, se bo to zdaj v naslednjih dneh in tednih izkazalo in bomo takrat ukrepali. Jaz sem enkrat srečal enega gospoda, predaval sem v enem hotelu in po koncu je prišel do mene in je rekel, če me lahko vpraša, če se jaz kaj spoznam na zastarane borelije. In sem te zdaj hotel vprašati, je to sploh nek termin? Ker sem ga pa videl že na forumu in mi je pisal, že 2 vprašanji sem dobil tekom zadnjih 2 let o zastarani boreliji, ker mislim, da si zdaj malo to omenila nekaj, kar bi si morda ljudje lahko predstavljali pod tem, se pravi, mogoče je, pa zdravnik še čaka, pa mene skrbi, ni mi dal zdravila. Kaj pomeni, mislim, a si slišala sploh za ta izraz? Ja, sem slišala tudi pacienti ga radi omenijo, tako da očitno je to zelo razširjen izraz tudi med laiki. In tudi pacienti, ki pridejo s ta-pravo, konkretno boreliozo z eritemom, jih znajo pogosto vprašati, a pa je to že zastarana borelija. Tako da to je, ne vem, od kod se je sicer ta izraz tako zelo ukorenil, ker lahko bi bil to nek tak, da rečem, laičen korelat besede kronična borelioza. Dolgo potekajoča, Tako, kronična po medicini pomeni nekaj, kar traja dlje časa in tudi taka borelioza dejansko obstaja, oblika kronične borelioze, kjer pa res okužba traja dolgo,
ampak spet vemo, v kakšni obliki, ne da si ti dolgo utrujen in je to zato, ker imaš kronično boreliozo, ampak si lahko res dolgo časa okužen, tudi več let, in se to kaže praviloma kot, rečemo, kronični atrofični akrodermatitis, torej neka prizadetost kože, ki ima spet svoj precej specifičen izgled, in takrat pa res rečemo, to pa je kronična bolezen, ker tukaj pa traja več tednov, mesecev, lahko tudi let. Da bi pa govoril o zastaranju borelioze, seveda, pod neko besedo si tako lahko vsak nekaj drugega predstavlja, ne vem, če rečemo pes, en predstavlja pudla, en bernardinca in tako. In tudi po to zastarano boreliozo, jaz mislim, da več mi kot zdravniki se moramo tega termina izogibati, razen če bi ga definirali. In ker nimamo definicije, kaj je to zastarana borelioza, ga niti v strokovni literaturi ne uporabljamo, niti na izvidih ne uporabljamo. In če pa nas pacienti vprašajo, ali imajo zastarano boreliozo, pa povemo, ne, vi imate zgodno obliko borelioze in potem povemo, kakšno, kjer je prizadeta koža, kjer je to samo en izpuščaj ali pa kjer jih je lahko že več, to je potem tudi razsejana oblika kožne borelioze, ali pa oblika borelioze, kjer je že tudi prizadeto živčevje ali sklep. Sva rekla prej, se reče artritis, kar je pa zopet v Sloveniji silno redka bolezen, ampak ker ne funkcioniramo globalno, še posebej z internetom, je pa to oblika borelioze, ki pa v Ameriki pa bistveno bolj pogosta in tudi tako so prišli takrat pravzaprav do te bolezni zaradi artritisov, vnetih sklepov. Mi imamo borelije, ki so malo bolj pester svet borelij, imamo mi v Evropi, za razliko od Američanov, oni imajo samo eno obliko borelije, mi jih imamo več in tisto eno, ki jo imajo oni, jo imamo tudi mi, vendar je bistveno manj kot ostalih oblik borelije in ta njihova oblika res pogosteje dela prizadeto sklepov. Tako da tudi njihova lamska borelioza ni enaka evropski lamske boreliozi in to je zato, ker so te bakterije, ki delajo bolezen, pri nas bolj pestre. Ja, jih je več, tako. In pri njih pa redko srečajo recimo to nevroboreliozo, kjer je prizadeto živčevje in praktično ne vidijo kronične kožne borelioze, ki jo pa mi vidimo. Tukaj je zdaj par takih zelo dobrih poudarkov, ko se mi zdi, da je fajn, da bi si kdo zapomnil iz najnega pogovora. En je to, da se ne zamuja, se pravi, opisala si ogromno vrst bolezni, tudi sosledje je različno, pri nekaterih gre hitreje, pri nekaterih po tej kožni lahko začne sklepna simptomatika ali živčevje čez več mesecev, ampak na vsaki točki bolezni, ko jo potrdiš in zdraviš, je ni kot rak, ko na neki točki zaseva in pol je samo še paliativa, do tega lahko izrežem, ko gre not, ne morem več. Da se lahko zdravi na vseh točkah, da zastarela, v bistvu ta izraz ni čist ustrezen, oziroma jaz, ko slišim izraz zastarela, se mi zdi, nekaj sem zamudil. Zdravnik bi mogel reagirati, ni in zdaj je zastarela in zdaj imam jaz celo sranje, kaj bom pa zdaj jaz, da v resnici ni. In tretja stvar, da ni vseeno, čeprav je imitator, ni tako zelo prikrita, kot si ljudje morda mislijo. Se pravi, če si ti utrujen, zmeden, zaspan zaradi borelioze, se opazuje in morda ali pride neka bolečina, ali pride neka oteklina, ali pride neka kožna sprememba, nekje se bo izrazila. Pa recimo, da ta človek vseeno ni gledal enega podcasta in pritisne na zdravnika, vztraja, zdravnik mu vzame kri, protitelesa so pozitivna, a nam pove, kaj je recimo količina teh protiteles, koliko jih izmerijo v laboratoriju? Ja, količina nam lahko nekaj pove, vendar vedno mozaično, ne vedno v sklopu ostalih podatkov, ne vedno v sklopu kliničnih podatkov, nam lahko pa res tudi sam nivo borelijskih protiteles nekaj pove. In tudi, ko rečemo kronična, to pomeni, da je bolezen do tistega hipa, ko smo pacienta srečali, trajala že dolgo časa. Zato je kronična. Ne pomeni pa kronična, kot recimo se lahko včasih v raku govori, da je kronična bolezen, ali pa arterijska hipertenzija, ki je kronična bolezen v tem smislu, da smo pacienta ta hip srečali, ugotovili, da ima arterijsko hipertenzijo in vemo tako, da če recimo nima nobene rezerve v smislu, da ima 20 kg preveč in ne bo shujšal, torej da ni nobenega tazga odpravljivega razloga, da bo ta bolezen kronična in ga bo spremljala
še naprej v življenju, ne. V tem smislu borelioza ni kronična, ker kronična pomeni, trajala je dolgo, vendar zdaj bolnika pozdravimo in je nima več. Lahko pa ima neke posledice te bolezni, a ne, ker vnetje na tkivu je vendarle bilo in lahko zato neke posledice še ostanejo. In ko spremljamo bolnike, jim pravzaprav ne v klinični namen, ampak v raziskovalni namen, lahko gledamo proti telesa in potem dejansko vidimo, ne, da v fazi zgodnje okužbe so borelijska telesa čisto na začetku lahko celo še negativna, se šele potem postanejo pozitivna, vendar s časom potem njihov nivo pada. Pri kronični boreliozi, kjer gre za kronično okužbo kože in je trajala dolgo časa, imajo ti bolniki praviloma res zelo visok nivo borelijskih protiteles, ne. Višji kot pri tej kožni obliki in višji kot pri boreliozi, kjer je prizadeto živčevje. Da bi pa zgolj iz samega nivoja protiteles, ne, ker če bi gozdarjem gledali protitelesa, ne, je tudi verjetnost, da bodo imeli pozitivna še večja, kot če bi gledali nekomu, ki živi v bloku in gre res samo od bloka do Mercatorja in nikamor več, a ne. Je v populaciji takih ljudi verjetnost, da bomo protitelesa našli večja. In ker se, ne, tekom življenja večkrat lahko, ne, srečo z borelio večkrat okužijo, vzdržujejo nek svoj nivo borelijske protiteles, vendar če nimajo klinične simptomatike značilne za boreliozo, da bomo nič naredili, tudi če so ta protitelesa zelo visoka, a ne. In enako pri nekom, ki pride z migrirajočim eritemom in ima protitelesa negativna, torej to pomeni, da jih z metodami, ki jih imamo, nismo uspeli dokazati, da protiteles torej nima, ga bomo zdravili enako, tako kot bi nekoga, ki bi imel pa grozen visoka protitelesa, ne. Tako da vedno je treba v kontekstu ta protitelesa interpretirati. Glede na kliniko, ja. Tako. Zdaj govoriva ves čas o merjenju protiteles, kar je nek način posredna metoda zaznave. Jaz to dam vedno en tak primer, ki sem ga nekje na fakulteti slišal, pa mi je zelo lep, kaj je razlika v medicini med posredno pa neposredno dokazovanjem, da če si sediš pa gledaš čez hrib in vidiš, da se dim kadi, se ti zdi, da je tam ogenj. Se pravi, ta dim ti nekako da vedeti, da verjetno gori ogenj, čeprav mogoče se kadi iz lokomotive. Če pa greš okrog, pa vidiš ogenj, pa se ga dotakneš, pa te speče, si ga pa v resnici dokazal. Se pravi, mi s tem, da vidimo ta dim, ne, proti telesa, rečemo, ok, nekje je bila borelija, a ne znamo pa, ne bilo ful lažje, ne, če bi vzeli kri, pa bi borelijo najdel. A znamo to narediti? Ja, ful si dal luškan primer, ne. Dejansko je, prav pri boreliozi vse bolezni niso take, a ne. Pri nekaterih infekcijskih boleznih znamo res neposredno dokazati povzročitelja, pri boreliozi pa v tem nismo zelo dobri. Znamo ga dobro direktno dokazati, kadar je okužena koža, a ne, in takrat lahko vzamemo košček kože, rečemo, da naredimo biopsijo kože in potem v laboratoriju ta vzorček kultivirajo in res vzgojijo borelijo, ki jo potem lahko vidijo pod mikroskopom, in potem seveda lahko še nadaljnje raziskujejo in ugotavljajo najprej, katere vrste je, potem vse, kakšne antigene izloča in milijon enih še mikrobioloških pristopov, kako lahko te borelije še naprej razvrščajo. Lahko jo torej izoliramo iz kože, vendar pri bolnikih, ki imajo migrirajoči eritem, je ta verjetnost približno 50%. Ne, tako da z enako diagnozo, 2 bolnika, je verjetnost, da jo bomo izolirali, približno 1:2. Zato, ker so to borelije, ki se pa v laboratorijskih pogojih ne množijo prav rade, ne, in jih je, rečemo, potem težko izolirati. Pol imamo pa eno drugo metodo, kjer pa dokazujemo samo njihov dedni material, a ne, ki se reče PCR, metoda pomnoževanja z verižno polimerazo. Tam pa lahko dokažemo njen dedni material in ta metoda je nekoliko bolj občutljiva, kar pomeni, da bolj verjetno neposredno dokažemo, a ne, da borelija v tej koži je, vendar še vedno govorimo tu recimo o 70% približno. Da bi jo pa prav iz krvi izolirali, torej dokazali v krvi, pa ta verjetnost zelo pade, ne. Ker je ta bakteriemija, torej koncentracija spirohit v krvi zelo majhna. Da mogo glih zadeti in pomnožiti. In je potem verjetnost, če imaš samo eno rdečino, da bomo našli v koži recimo približno 1%. Če jih imaš več rdečin, kar pomeni, da se je že sprehodila po telesu, ne, in kljub temu, da imamo torej materialni dokaz, da borelija je šla okrog, zelo verjetno s krvjo, a ne, ker se na tako različnih koncih telesa
lahko pojavijo te izpuščaji, pa kljub temu jo še vedno najdemo v 2–2,5%, v glavnem silno redko. Torej nimamo metode, ki bi bila silno občutljiva, torej da bi pri večini bolnikov, za katere vemo, da to bolezen imajo, borelio resnično dokazala, neposredno, je v primeru migrirajočega eritema niti ne dokazujemo, ker so klinični podatki povsem dovolj, da diagnozo postavimo, razen ali v raziskovalne namene jo iščemo, ali pa v nekih redkih primerih, kjer smo v dvomu. Kadar pa gre za prizadeto živčevje, pa potem zgolj na ta posredni način dokazujemo, da iščemo proti telesu možganske tekočini, proti telesu v krvi in potem gledamo to razmerje proti teles in je to dokaz, da je borelija res prisotna, čeprav je neposredno nismo uspeli izolirati iz same možganske tekočine. Ja, to še nisva rekla, dejansko ob sumu na nevroboreliozo se napravi lumbalna punkcija, ki je odvzem malo možganske tekočine, se zbode med vretenci in seveda, tako kot pri vsakem posegu, čeprav je ta za nas bi lahko rekla rutinski, so določeni zapleti in tveganja in zato je tudi važno, da rečemo, vsak glavobol je lahko morda borelija, kaj pa jaz vem, pa bomo to delali, ker bi v resnici lahko ljudem delali škodo. In tudi vsi nespecifični simptomi niso borelije, ker bi zopet delali škodo, če bi vse take bolnike kar zdrave z antibiotiki. Ja, seveda, ja. Kdaj to kdo reče, pa dajte mi ta antibiotik, bomo probali. Ker se mi zdi, da se antibiotike večinoma poudarja v pozitivni luči, kar seveda so krasno dosežek medicine, ampak lahko delaš hudo škodo in okolju in bolniku, če mu antibiotik daš, če ga ne potrebuje. Klinično, zelo sva poudarjala to, kako se klinično postavi diagnoza, pa se mi zdi, da se to kdaj bolnikom malo gre na živce, oziroma bolj verjamejo tistemu printu laboratorija, če lahko bolezni, ki jih potrdiš na ta način, da imaš neki spisek, so ponavadi bolje sprejete kot tiste, ko rečeš, to je res značilno, bomo dali antibiotik in to je, ne rabiva vzeti krvi. Ampak tukaj pa se mi zdi, da je znanje, kako ti predstaviš človeku zakaj, kot si ti zdaj, da nimaš 1 ure vedno časa, da bolniku to razložiš, ampak da poveš, zakaj recimo je zdaj ta odvzem krvi za proti telesa v bistvu izguba špikanja za brez veze in denar čez okno, kar. In ta čas praviloma je. Čas praviloma je, se so redki bolniki, ki imajo milijon pod vprašanj, večina jih nima in za večino bolnikov ta čas je, da jim obrazložiš in tudi moja izkušnja res je taka, da če poveš, ampak da tudi, da poveš iskreno, to vemo, tega še ne vemo, to bomo poskusili, da večina, velika večina bi si upala reči, vsaj 95%, pa nimam narejene analize, ampak to zdaj res govorim po občutku, da večina bolnikov se potem privzame to razlago, jo razume, in se tudi strinja, tako da je tudi ponotrani, da se potem ob tej razlagi tudi dobro počutijo. Ne da samo nekako razumsko si mislijo, ni borelioza, ampak tako kot ti Svic bil, ki je psihiater, mislim, bolnik, da včasih hodil v psihiatru, ker je bil ves čas prepričan, da on je koruzno zrno, in potem sta delala in pol na koncu je bil psihiater zadovoljen, ker je bolnik vedel, da on ni koruzno zrno, ampak je rekel, jaz že vem sam, a kura ve. In torej, da prejš do tega nivoja, da tudi pacient, ko se z njim pomenaš, reče, zato je to tako, v redu. Pa je pa tudi meni tak način sprejemljiv. In to, da je tukaj, je pa seveda spet na zdravniku, ampak tudi na pacientu, da je odprt za razlago. Ker, kot si rekla, če se ti odločiš doma, da je cel tvoja trenutna težava borelija, pol kar naenkrat v bistvu sam po potrditev hodiš. Ti zdravnik, ki bo rekel ne, je nesposoben, ne zna, tisti, ki bo rekel prav imate, je pa super in tisti bo lahko, tudi kaj prodal pol na koncu. Nek tretma, neko, pripravek domač in tukaj je važno, da imamo to skepso v sebi, kdo mi o čem govori, kakšno imamo podlago, kakšne ima interese, a bo končal zdaj pa kupi to, a bo končal se pravi, da nisi trmast, kdaj je težko, se ljudje veliko informacij dobijo na spletu, tudi zdravniki se motimo in pol kdaj imaš zgodbo nekega strica, ki je vztrajal, da ima raka, pa ga niso dali na MR, pa je pol umrl zaradi raka in potem to prizadene zavedno, ampak se mi zdi, da od moje kratke sicer kariere v medicini tisti bolniki, ki so rinili v eno stvar in ignorirali nasvete in priporočila, so ponavadi slabše prišli
ven, ker vseeno mi pa delujemo iz neke medicine podprte z dokazi. Že zdaj, ko si samo ti rekla, vidim, ko si vzgojena, ne se profesorca na MFS, si rekla, mislim, da bo večina, 95% bolnikov me poslušali, pa si tako rekla, nimam raziskave, to je iz glave, pa tako, veš kaj pa vse na televiziji, ko gledaš politike, pa različne ljudi, ki pa povejo čisto vse, ne, nima veze, kaj reče tam iz nemijske dobi to informacijo, pa se pa dajo prvič, pa nekaj, ampak tako smo vzgojeni, da mi operiramo z procenti, pa z možnostmi, ki so verjetnostmi in se tudi motiš kdaj, ampak koliko verjetno je, da je to posledica tega in ko rečeš ne, človek to sprejme, morda najde pol dejansko težavo, ne, ki je nekje drugje. Ker ravno ta borelija, to se mi zdi taka emocionalna nekak tema, ki kdo pride do tebe, pa mu pol rečeš, glede na te izvide ni to problem, pa mu vidiš, da ni zadovoljen s to razlago. Zato je tudi tako idealna, neka tržna niša. Prav to zato, ker resnično lahko povzroča vse te nespecifične simptome, so lahko pridruženi. Moteči so jih dosti, da se človek ukvarja z njimi. In pogosti, tukaj ti ne bo težko najti paciente, ki so utrujeni in imajo glavobol. In je v tem smislu res idealna tarča, take ljudi se da hitro najti, zagotovo jih bo veliko. In če imaš če si zelo prepričljiv, potem lahko marsikaj na ta način stržaš. In dejansko ljudje pa reagiramo ne samo na odstotke in na podatke in res samo na to, kar se da izračunati, ampak smo seveda tudi čustvena bitja. In če ti nekdo nekaj zelo dobro predstav in te dobro zna prepričati, kako nekaj dela, potem boš res verjel, da nisi koruzno zrno. Pa ne pomeni, da smo res odpravili težavo. To je ta efekt placeba, zagotovo deluje, že tudi pri antibiotiku ta učinek deluje. In ko gre pa za tako nespecifične reči, je pa ta potencial, da bo to delovalo še toliko večji. Ja. In to se mi zdi, da si zdaj zelo naredila. To lepo predstavo situacije, problemov, večplastnosti, ker vsem pa ni zelo preprosto. Tudi nek prehlad, ker danes se okužiš, čez 3 dni si bolan, čez 5 dni nisi več kužen, čez 8 dni si v redu, ampak je to, pa koža pa lahko gre tja, pa v sklepe. Se pravi, zagotovo bolezen, ki si zasluži takole en tak daljši pogovor. Skoraj se mi zdi, da sem iztrošil vprašanja na to temo, ki sem jih imel, bi pa zdaj, ker snemava to v tem čudovitem, meni zelo ljubem delu leta, ko gre počasi proti pomladi, pa kaj cveti, pa manj gripe, pa tako. Sezona klopov, mi temu rečemo, infektologi gremo iz sezone prehladnih obolenj. Ja, konc je naših dodatnih improviziranih oddelkov. Klopi, v hribe bomo hodili ven. Jaz vedno rad, ko govorim o boreliji, omenim virus klopnega meningoencefalitisa, ker me velikokrat malo pretrese, kako veliko ljudi se boji borelije na KME, klopni meningo KME, na kratko pa niti ne pomislijo. Čeprav je pa to ena, vsaj iz moje izkušnje, v bistvu bolezen, ki poteka hujše, lahko. In jo tudi lažje preprečimo, če mogoče 5 minut še temu namenjamo. Aha. Ja, ne morem nič drugega, kot da bi se samo s sabo ne strinjala. Seveda, bolezen, ki jo podobno kot borelijo, torej prenaša klop, in bolezen, za katero je Slovenija podobno kot za boreliozo endemska dežela in imamo številke, torej pojavnost na vrhu Evrope. Z razliko, torej, da ti isti klopi, ki lahko prenašajo borelijo, prenašajo virus klopnega meningitisa, da v Ameriki pa te bolezni nimajo. Njihovi klopi pa s tem virusom niso okuženi. So pa lahko okuženi, torej celo ta nek srednji pas Evrope, največ je v srednji Evropi, pa tudi gor v Skandinavijo, pol na jug je vedno manj, in zopet lahko na vzhod čez celo Azijo. In je več tipov tega virusa, prav ta naš, ko mu rečemo centralno-evropski tip virusa klopnega meningoencefalitisa, je od teh 3 tipov na srečo za nas, ki smo tukaj, torej na srečo povzroča najmanj hudo bolezen, ki je pa še vedno huda bolezen. Največ okužb je res asimptomatskih, klop te obode, z virusom okuži, tvoj imunski sistem s tem virusom opravi, se ti nič ne zgodi. To, kar zdravniki vidimo, je ta delež bolnikov,
pri katerih je pa okužba se manifestirala z bolezenskimi simptomi in znaki. In res je, ja, klinična slika te bolezni je bistveno težja lahko od borelioze, tam smo govorili pravzaprav samo o estetski motnji, da imaš neko rdečino na koži. Tukaj se pa bolezen lahko kaže s prizadetostjo živčev, v vsakem primeru torej gre za prizadeto živčev, ki pa lahko poteka tudi z motnjo zavesti, visoko vročino, huje poteka pri starejših ljudeh kot pri mlajših, zbolijo pa lahko tudi otroci s hudo obliko te bolezni, da rabijo in bolnico. Pri starejših je ta verjetnost, da bodo rabili bolnico bistveno višja, bistveno večja, in vsako leto kakšen bolnik zaradi te bolezni tudi umre v Sloveniji. Kar je še neka taka ključna razlika, pri boreliozi imamo opravka z bakterijo borelio, za katero imamo super učinkovite antibiotike in jo krasno lahko pozdravimo. Pri klopnem meningoencefalitisu imamo pa opravka z virusom, proti kateremu pa zaenkrat še nimamo na voljo zdravil in te bolezni ne znamo usmerjeno zdraviti, kar pomeni, da lahko nanižamo vročino, lahko damo zdravila proti bruhanju, lahko pri nekomu, ki bruha, potem pazimo, da ne bo dehidriran, in ga hidriramo v žilo in na ta način. Ne znamo pa zdraviti prav virusa. Po drugi strani pa spet ena velika razlika, da borelioze pa ne znamo dobro preprečevati. Z zdravili, v tem primeru bi bila to cepiva, dobri 20 let nazaj je že bilo na tržišču eno cepivo, pa potem zaradi premalo porabe, ker je bila zopet neka kampanja proti cepivu, se je to cepivo umaknilo, ker se farmacija seveda tudi ne more delati zastonj. Tudi tržna stroka. Tako so to cepivo umaknili, ampak v naslednjih letih upam, da se zopet bo tudi na tem področju pojavilo novo cepivo. Torej pri klopnem meningitisu imamo pa cepivo, ki je dolgo na tržišču, ki je zelo varno in ki je silno učinkovito. In je prav primer naše sosednje države Avstrije, ki je po gostosti klopnega meningitisa lahko delno celo z nami primerljiva. Mi imamo še višje številke, najvišje nekako v Evropi imajo pribaltske države, ampak tudi mi nismo dolgo za njimi. Torej Avstrijci so dokazali na primeru cele države, kako je lahko en tak ukrep, kot je cepljenje, silno učinkovit. Kako je pri njih pojavnost te bolezni po cepljenju, masovnem cepljenju izrazito padla, pri čemer potem skeptiki seveda vedno iščejo nekaj in tudi prav je, tako se je tudi skepsa mora biti tisto vodilo v raziskovalnem razmišljanju, kaj pa če je nek drug razlog, kaj pa če so zdaj 3/4 Avstrije posekali in sploh nimajo več to goze in nimajo klopa in tako, ampak so seveda zopet se lotili tega na razumen način in primerjali populacijo ljudi, ki so bili cepljeni, in populacijo, ki niso bili cepljeni, v istem okolju, z isto gozdov, kar jih je bilo, pa z istimi gibanji temperature, globalnim segrevanjem, karkoli, kar bi že lahko res vplivalo na populacijo klopov, in ugotovili, da pri teh, ki so bili cepljeni, je res verjetnost za klopen meningitis bistveno padla, pri teh, ki niso bili, je pa v istem okolju, v istem obdobju, ta verjetnost ostala enaka. In je bil to dokaz, tak zelo nepotreben dokaz, in to na populaciji, veliki nacionalni populaciji, kako tak ukrep lahko učinkovito prepreči bolezen, ki je lahko torej tudi usodna, konča se lahko tudi smrtno. Mislim, da je treba tle poudariti še eno plat tega, in sicer, da tako borelija kot KME imata v bistvu zelo nizko smrtnost, ampak posledice po prebolelem klopnem meningoencefalitisu sem nekje videl, da je odstotek okoli 50% ljudi ali pa še več, odvisno od starosti, spet starejši bolj, imajo pa dolgoročne posledice, to so pa lahko hude. Od glavobolov do motenj, recimo naglušnosti, vrtoglavic, pa res mišičnih skupin. In to za neko bolezen, ki se v resnici, ki je zelo pogosta in se da preprečiti s cepljenjem, to je, mislim, da važno sporočilo. To bi te še vprašal, ker dobivam vsako leto ogromno ravno v tem času teh vprašanj. Pred časom je krožila ena informacija, da če se ti cepiš za klopni meningoencefalitis, pa recimo dobiš zdaj klopa čez 2 tedna, da je ta potek potem hujši in zato zdaj smo zamudili in zdaj se je treba cepiti šele jeseni.
kaj bi na to rekla, ker kakor jaz vem, to smo nekako ne velja več in svetujemo cepljenje celo leto. Svetujemo cepljenje v vsakem možnem trenutku, če se zdajle spomnim, zdajle se grem cepiti, ne glede na karkoli, razen seveda, če raven tisti hip prebolevam in imam 40 vročino, ker imam gripo, a ne tako. Če ni torej nekega zadržka, ker bi ta hip me ena druga akutna okužba prizadevala, torej ker ta hip prebolevam eno drugo akutno okužbo, potem se grem cepiti takoj, ko sem na to pomislila. Ne? Ni zadržka in tudi ta strah pred tem, da če se bom cepila in me potem dobi klop, verjetnost, da dobimo klopni meningitis potem, ko nas obode klop, je res majhna, a ne? Je manj kot 1%, vendar za tega posameznika, ki pa to bolezen doživi, je pa to 100%, a ne? Vsak imamo samo eno telo in samo eno življenje. Ne? In zame, če dobim to bolezen, je potem to 100%. In so zato tudi prav naši bolniki in tudi vedno rečemo, dajte narediti reklamo in ko pridejo na kontrolo, se znajo nekateri lepo pohvaliti, zdaj so se pa tudi moji vsi pocepili. In seveda, da mi smo v tem smislu malo deformirani, ker mi vidimo pa samo bolnike. A ne? Mi pa ne vidimo vseh drugih ljudi, ki so bili v gozdu in ki so imeli klope in tako in se jim ni nič zgodilo. A ne? To je vedno potem argument. Ja, koliko sem imel že klopov, pa nič mi ni bilo. In seveda, zelo verjetno je, da ti tudi nič ne bo. Torej, verjetnost, da ti nekaj, da boš dobil klopni meningitis, ta verjetnost je manjša kot verjetnost, da ga ne boš dobil. Ampak, če ga pa boš dobil, ti bo pa tako, kot si lepo povedal. Ja, šlo lahko zelo slabo. Do 5% je takih, ki imajo lahko trajno parezo, tako kot če bi prebolel možgansko kap. Pa si star 35 let, pa imaš lahko ohromelost roke, ohromelost noge, ki je potem trajna, ki se ne popravi. Ne? Takih, ki imajo pa težave, ki jim rečemo postencefalitisni sindrom, da imajo glavobole, pa ne more se koncentrirati, pa ne more, če je študent dobro študirati, pa ne more v službi dobro delati, pa je bolj iritabilen, pa se potem doma skozi krega, težje prenaša stres. Ne? Take reči, zaradi katerih ne boš raven umrl, ampak ti pa kvaliteto življenja lahko pa močno zmanjšajo. Ne? Tako podobno, kot smo pregovorili o teh nespecifičnih simptomih, to so spet lahko neki simptomi, ki imajo pa tako intenziteto, da lahko, in to je zopet merljivo in to smo merili, da lahko na kvaliteto življenja pa pomembno vplivajo. Ne? In tudi, če rečeš, ne bom se cepil, ker od tega pa že ne bom umrl, imaš zelo prav, res verjetnost, da boš umrl zaradi klopnega meningitisa je res zelo majhna, ampak verjetnost, da pa če ga dobiš, potem boš imel pa take težave, tako je pa velika. Ne? Tako, ja. Ne mislim, pa, da se zato ne bi hodil v gost. Ne? To pa absolutno ne sme biti sporočilo. Ne? Pacienti so na koncu glasniki tega, ker jaz čisto vsakega, ki sem srečal z tem virusom, ki jih tudi vse vprašamo, če so cepljeni, zato ker je tudi različna diagnostičen postopek in vsak reče, če bi vedel, kako se bom počutil, bi se. Jaz sem drugače prebolel meningitis, mislim, da sem bil 10 let star, ampak ni bil klopni, bil en drug virusni. In se spomnim tega občutka fotofobije, ki ga je težko opisati, kako se boš svetlobe bal. Ampak jaz se spomnim, jaz sem bil že v redu, ko smo me odpuščali iz bolnice in samo od bolnice do avta, ki me je nesel oče v roki, ko je prišla ta svetlova, to je bilo kot da, ne vem, nek najhujši maček te tako oblije, ne vem, kot da te moraš premikati, kar zaspan rataš, skoraj bolite vse, neprijetno v glavnem. No, tako da evo, mogoče, da pomirimo malo strasti in strahove proti klopnemu meningitisu, se lahko cepiš in zaščitiš, boreliozo znamo dobro zdraviti. In ni strah pred tem, da če se bom cepil, bom dobil pa hujšo obliko, je odveč. Podatke imamo res dobre prav od naših sosedov Avstrijcev, ker imajo veliko populacije precepljeni, oni pa to se lahko fino pregledali. Tako da bi imeli neke trdne podatke o tem, da če se boš cepil, bo tvoja bolezen potekala težje, teh podatkov ni. Ne? Lahko je resnično, da cepivo lahko bolje ščiti pred blažjo kot pred težjo obliko in se potem lahko relativno, te deleži težje oblike so lahko večji, ampak da bi bil to razlog, nek utemeljen razlog, da se ne bomo čakaš na jesen. Ja, je to povsem brez podlage. Tako. Okay. Dobro, a sva še kaj takega pozabila, bi ti še kaj omenila, kar moramo sporočiti v svet? O boreliozi in klopnem meningitisu. Ja, preklopnem je ključno cepljenje, tako. Ključno hodite v naravo,
veliko se zadrževati v naravi, to je zdravo, a ne? Ja. Ampak ko prideš domov, Tudi se otroke pogledati, se da klope dati cepiti, ne. stran. Mislim, da po prvem letu ali kako Tako, se, ja, otroke se seveda tako cepivo je registrirano, moja tudi za otroke, punčka ni je cepljena. zadržka. Veš, to se mi zdi, da je Tudi tudi malo, moja. se mi, ta človeški element, kdaj poveš, nekomu rečeš, recimo se rečem, svetujem cepljenje tudi vaše hčerke proti klopnemu meningitisu, poveš vse te podatke, posledice in on reče, aha, hvala, a vi ste cepil svojo hčerko. Veš, ta čist človeški, daj mi pa zdaj ti povej, a ne, da ti poverjamem, če si ti, no in jaz vedno rečem, seveda, Mina je cepljena, mi smo zdaj veliko v naravi in sem zelo hvaležen za to, da imam to možnost. Ja, se tukaj smo, tudi pri gripi se to pokaže, ne? Da tudi tukaj zdravstveni delavci nismo tako super, kot To pa res. bi se lahko Ja. izkazali, a Ja, ne? In ja. bi bili zgled potem tudi Mhm. nezdravstveni populaciji, ne? Tu imamo Smo žal defektologi še- pa v vrhu. Ja, mi Ne. pa res, če kdo pa mi. Ja, in to je pač res en tak poseben dokaz, da da ta, ki vidi, ne, paciente, ga to res motivira. In zato so res naši bolniki potem najboljša reklama za cepljenje. Seveda ni pa to dovolj. Ja. Res je. Ja, najlepša hvala, Daša, za ta krasen pogovor, ki mislim, da bo marsikomu marsikaj razjasnil. Hvala tebi Ja. za povabilo. Ja, in hvala vsem, ki ste poslušali, kot je Daša rekla, zdrava skepsa, vedno, tudi do vsega, kar sem midva povedala, ampak mislim, da zdaj v tem zaključku vam ne bom ničesar prodajal, tako da morate vedno pogledati na stvar iz nekega vprašanja, ali obstaja znanstvena podlaga, ali je morda tu zadaj nek drug interes, ker jaz vedno rečem, da znanje nekako rešuje življenje, če ne pa vedno življenje, pa morda počutje, kot sva rekla, in neko In kvaliteto tega življenja. kvaliteto tega življenja, ne, brez veze Ki je dolgo samo živeti, eno. če to ni tisto življenje, ki ga želimo. To nekako, no, tako da. Hvala za ogled, pa se slišimo naslednjič.